je vse skupaj potekalo pri vas v podjetju KOV v zvezi z Aljaževim stolpom? Ja, podjetje KOV je bilo izbrano iz strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine kot ponudnik obnovitve Aljaževega stolpa. Vsa obnova je potekala v skladu s projektom, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine. Ko ste že verjetno slišali prej na tiskovni konferenci, vsa zadeva se je začela po tem, ko je bil stolp prepeljan iz Ljubljane v naše prostore. Najprej se je stolp prestavil na dva dela, odstranjena je bila streha, potem je sledilo peskanje stolpa, nato je sledilo razstavljanje stolpa na komponente do tiste velikosti, kot so bili 1895 prenešeni na Triglav, in potem se je začela njihova obnova. Sama jeklena konstrukcija stolpa, nosilna konstrukcija, je bila relativno dobro ohranjena, brez večjih poškodb, razen zgornjega obroča, ki je bil zdeformiran zaradi teh jeklenic. To je bilo poravnan, metaliziran in prebarvan. Največ dela je bilo pa z obnovo samega pločevinastega, bom rekel, hišja oziroma fasade. Ta je bila kar močno poškodovana, na večjih mestih preluknjena od strele, od cepinov, od deres. Vse to je bilo poravnan, povarjen. Potem se je pa stolp sestavljal nazaj v obratni smeri, kot je bil razstavljen, s tem, da so bili pa vsi deli označeni in so tudi zdaj na tistem prvotnem mestu, kot so bili originalno. Zdaj pa sledi še, za nama vidimo stolp, ki je pobarvan s temeljno barvo in grobo, bom rekel, zravnan, pokitan. Zdaj pa sledi še finalno barvanje, pa nameščanje strelovoda, pa teh elementov za pritrjevanje jeklenic. In lepo vreme in nazaj, kamor sliši. Ja, zdaj planirano je montaža v naslednjem tednu, je pa to vse odvisno od vremenskih pogojev. Pač takrat, ko bojo ugodne razmere, bo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan na sam vrh Triglava in postavljen na svoje mesto.